Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na epizodo, bi vas pa rada povabila na MoneyHow Live in sicer pripravljamo davčno epizodo 12. novembra ob 5. na YouTubu, kjer bomo imeli malce davčnega ogrevanja pred oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala. To ste želeli, na Discordu postavljate ogromno vprašanj. V opisu epizode bom dodala tudi povezavo do obrazca, kamor lahko vpišete svoje vprašanja. Ja, tudi odgovorili bomo na vprašanje, kako je z obdavčitvijo obresti na neinvestirana sredstva, ki jih ponujajo nekatere neobanke. Tako da želim vam prijetno poslušanje epizode in sporočite nam tudi svoje mnenje. O slišanem. Dostikrat rečemo, da denarja ne bomo odnesli v grob, vendar tudi to se lahko zgodi. Del finančnega planiranja je tudi priprava, predogled celotnega premoženja in sestava oporoke. Čeprav se marsikdo morda s tem ne želi ukvarjati, češ da je preveč morbidno, a ključno sploh v primeru, ko želimo, da je premoženje ustrezno razdeljeno, je pač to pomembno. Kako urediti zapuščino, da se ne boste obračali v grobu, smo že lani objavili epizodo za odvetnico Ines Rostohar, povezavo bomo objavila v opisu te epizode. Danes bomo pa malo bolj poglobljeno razpravljali o zapuščini finančnih produktov, delnic, skladov, kriptovalut, pa tudi kako je z dedovanjem virtualnega premoženja, ne samo kriptovalut, ampak tudi recimo nezamenljivih žetonov, pa morda tudi premoženja, ki ga ustvarimo znotraj kakšnih igric. Z menoj je Gregor Verbajs, odvetnik. Lepo pozdravljeni, Gregor. Pozdravljena, Marja. Mislim, da je pred nama kar zanimiva debata o premoženju in smrti, pa če začne mogoče malo bolj morbidno in ne vem zdaj, če bi sploh vprašala to vprašanje, ampak se mi zdi, da zna biti zanimivo, glede na to, da obstajajo tudi tablice smrtnosti, ker ocenjujejo verjetnost smrti pri različni letnici rojstva. Pa me zanima, če ste mogoče kdaj pogledali, kdaj vas čaka ta exit iz tega sveta na podlagi teh tablic smrtnosti. Ne, jaz tega nisem pogledal, pa tudi nisem opazil, da bi v praksi kdo to gledal, zato ker to tematiko, ki imamo danes, je po moje še posebno zanimiva z tega vidika, ker noben ne pričakuje ali pa ne razmišlja o smrti. Ne? Pač zgodijo se, tehnologija pa ostane. Te tablice smrtnosti obstajajo za razlogom in sicer v zavarovalniških produktih se načeloma uporabljajo pri recimo rentnih, življenjskih, naložbenih zavarovanj, pa mislim, da tudi gledajo, no? Sploh pri rentnih recimo zavarovanjih oziroma rentnih produktih. Tako da jaz sem si pogledala. In to, jaz nisem pogledal, ampak razumem, da to pač računa nek riziko, kdaj ne bi pač nekdo umrl, ampak nisem pogledal, ker pač je tukaj nek dejavnikov, pač je to nek pokazatelj, pa neka smernica, ampak ne moramo pa zagotovo vedeti, kdaj bomo pač umrli. Ne, tega ne vemo, ampak aktuarji so se vsem potrudili, da so to zračunali. V glavnem, lahko si tudi sami preverite na teh tablicah smrtnosti, kako aktuarji, kako so izračunali oziroma kdaj so vam aktuarji izračunali, da se bo izteklo vaše življenje na tem planetu. Ampak zdaj mogoče na začetku sem omenila, da se lahko zgodi, da tudi odnesemo premoženje sabo v grob, čeprav dostikrat rečemo, da denarja ne bomo sabo v grob nesli. Kaj pravzaprav se zgodi z našim premoženjem, ko umremo po smrti? Zdaj, če spravno gledano, v trenutku smrti premoženje pride na dediče. Zdaj, bom rekel, v našem pravnem redu imamo dediče, bom rekel, dveh vrst. Eno imamo zakonito dedovanje, drugo imamo poročno dedovanje. Zdaj, zakonito čisto praktično pomeni, da dedujejo dediči v enakem deležu. Če imamo pa oporoko, je pa v bistvu zapustnik za oporoko naklonil ali pa razdelil premoženje določenim dedičem ali pa pač nekomu naklonil. Tako da je izjavil neko posledno voljo v svoji oporoki, kako si želi, da pač pride do dedovanja. Potem pa seveda sodišče izda sklep o dedovanju in potem imamo pač dedovanje zaključeno, ker to je pač nepravdni postopek in ni namenjen, rekel, nekemu pravdinu. Seveda lahko znotraj tega postopka pride do različnih pravd, ampak v osnovi pa to nepravdni postopek je namenjen samo razdelitvi premoženja in ugotovitvi dedičev.
Na začetku sem rekla, da je del finančnega planiranja tudi v bistvu sestava oporoke. Pred kratkim sem se pogovarjala z enim kolegom, ki je sicer Anglež, in mi je rekel, grem domov v Anglijo, ker moram urediti vse, kar je vezano na mojo oporoko. Koliko dejansko ljudje se ukvarjajo s tem, koliko ljudje dejansko spišajo oporoko, pa pri kateri starosti recimo spišajo oporoko? Jaz bi rekel, da je teh oporok bistveno premalo. Po moje starost tukaj nima nobene ključne vloge, ampak jaz bi vsakmu svetoval, ki ima neko premoženje, da naredi oporoko. Zato, ker takrat, ko se ustvari neko premoženje, pa je to, ali je to neka nepremičnina, ali je to nek avto, ali so to neke virtualna sredstva. V tistem trenutku, ko je treba razpolagati z nekim premoženjem, je smiselno, da se naredi oporoko. No, to me je zanimivo, ker recimo ta Anglež je v bistvu mlajši od mene, pa imam pa še enega kolega, ki je pa predvsem mlajši od mene, pa je že sestavil oporoko, je pa res, da se ukvarja z neko rizično dejavnostjo. Se pravi, je pilot, veliko pilotira, ampak kljub temu je pač nekako ocenil, da je smiselno, da se stavi oporoko. A mogoče je to tudi kaj vezano na to, recimo na našo dejavnost oziroma na naše aktivnosti, mogoče tudi prostočasne. Ja, mislim, jaz opažam, bom rekel tako v zadnjih 15 letih, da je vedno večje zavedanje, da je smiselno, da se naredi neka oporoka. Pa mogoče oporoka, bom rekel, za naš pravni sistem je v redu, ampak še vedno obstajajo boljše rešitve. Imamo pač neke pogodbe, ki so bolj praktične, bolj primerne, da se že za časa življenja razdeli neko premoženje. Seveda je pa, mislim, jaz vsakmu, ki upravlja neko dejavnost, ki je pač rizična, predvsem mogoče začnejo ljudje razmišljati o poroki, tudi če so mlajši, takrat, ko dobijo otroke. Takrat začnejo razmišljati, če se meni nekaj zgodi, kaj bo z mojim premoženjem, kako bo poskrbljeno za otroke, kako bo to dedovali, sploh če je še več otrok, tako da potem takrat začnejo razmišljati. In v praksi opažam, da je čedalje več tega, da, bom rekel, prej začnejo razmišljati teh stvari, kot včasih. Zdaj, ko ste omenili, da je že za časa življenja fino, da se razdeli neko premoženje, se spomnim, se ne vem, mogoče sem to že povedala, bila sem na intervjuju pri Slavku Avseniku v Begunjah, ker smo se ravno pogovarjali o njegovem premoženju in on je meni rekel, jaz nimam več premoženja, to sem jaz že vse razdelil. Že za časa življenja, zaradi tega, ker je rekel, da ne želi, da se v bistvu potomci kregajo med sabo zaradi pač tega, ampak teh sporov je pa verjetno zelo velik, ne? Ja, to je zelo dobro naredeno, mislim. Jaz vsakmu svetujem, pa tudi tega, bom rekel, bistveno več kot včasih, da za časa življenja razdelijo premoženje lik zato, da ni sporov. Ker jaz opažam recimo tam, kjer starši ali pa kdorkoli pač naredijo poroko, razdeli premoženje, tudi če je mogoče malo nepošteno ali pa če mogoče kakšen od potomcev meni, tukaj pa enemu malo več dal, drugemu malo manj, vsem to preživijo oziroma sprejmejo tako, kot je in pustijo pač stvari na mir. Se potem ne pravdajo, bom rekel, v postopkih, ne spodbijajo nekih oporok ali pa nekih pogodb in tako naprej. Če pa nič ne naredi, kar je po moje najslabši, je pa potem tako, da pridejo seveda na zapuščino in tam ugotovijo, toliko premoženja imamo, zdaj pa ti si že nekaj dobil prej, jaz nisem še nič dobil, kako bo zdaj to delila, pač na pol ali pa ne vem, ti bo zdaj manj dobil, jaz bom več in seveda takrat pa nastanejo te spori potem. Zdaj, rekla sem, da se tudi zgodi, da odnesemo v grob nekatere stvari. Dejansko se to res zgodi, zaradi tega, ker nismo zapustili gesel, ki so ključna recimo za dostop do recimo kriptomenjalnic ali pa kriptodenarnic. Ne? To dejansko se potem pokoplje z nami, ne? Ja, tukaj je kar problem. Zdaj mogoče prvi komentar to, da odnesemo v grob. Smo zadnjič na mediacijo, čisto iz prakse in smo se pogovarjali in smo že prišli do rešitve, kako bodo premoženje razdelili in potem je eden od pač teh udeležencev reče, ja, kaj bom pa jaz imel, ko bom umrl? In potem moj kolega rekel, če boš umrl, reči se, kaj boš imel, ker neč ne boš imel. Ne moreš verjeti. Ampak tako ljudje razmišljajo, ne vem, tako res fascinantno, ko smo na teh kakšnih sestankih, medijacijah, kaj bom pa jaz imel, ja, nič ne boš imel takrat. Takrat te ni. Zdaj pa, če gremo mogoče na kripto, to je pa tako zelo poenostavljeno gledano, bom rekel, jaz tukaj opažam, da je problem v tem, da zaenkrat je ta tehnologija prišla v neki obliki, ki pa jo
bom rekel, tehnično nismo še usvojili, kako bi te prenose delali. Ne? Ker zdaj, recimo, če greva čisto plastično poveva, nekdo pač kupi Bitcoin, pa ga ima ali na hladni denarnici, ali pa neki na menjalnici, ne vem, Bitcoin, Kraken, kjerkoli. Je zdaj razlika zelo čisto tehnična. Ne? Pač pravno nimamo toliko problemov, ne? Čeprav lahko tudi, ampak tukaj mislim, da pravno smo dovolj pokriti, da bistvo je, da se pač navede to premoženje na zapuščini in da ga potem zapuščinsko sodišče to premoženje zajame v sklepu o dedovanju. Problem je pa potem, kako pride do tega. Ne? In zdaj, če imamo, bom rekel, neko hladno denarnico, nek ledger, seveda on mora fizično priti do tega ključa. Zdaj, kje je ta ključ, ga je on kam shranil, ali ga je zgubil, ali noben ne ve, kje se nahaja, to je pač, bom rekel, čist prvi tak praktičen problem. Kar se pa tiče menjalnice, je pa v praksi, bom rekel, dost lažje, zato ker se recimo, bom rekel, deduje se ta račun, ki ga imajo ustvarjenega na menjalnici. In pri tem računu je pa tako, če se ga navede na zapuščini, ga da sodišče v sklep o dedovanju in potem imajo večino, zdaj sicer nisem še v praksi opazil, da bi v tem kakšen problem, večina teh menjalnic ima nek postopek, kjer se pač predloži sklep o dedovanju, predloži se mrliški list, potem se prek njih spelje nek postopek in se pride do tega računa. Zdaj, ali na tem računu pač so kakšne kriptovalute gor ali niso, bo seveda potem ta dedič videl, ampak tukaj se mi zdi zelo manj problemov, če imamo nekaj na menjalnici, kot če imamo nekaj fizično. Ker imel sem primer z, mislim, Coinbaseom menjalnico in tam je šlo zelo gladko. No. Tam smo pač nek postopek se je speljal, tisti sklepi o dedovanju so se prevedeli v angleščino, mrliški list se je prevedel in je v bistvu gospod dostopil do tega računa potem. Pri teh fizičnih produktih, teh ledger in podobno, pa jaz ponavadi strankam svetujem, da ne ta gesla oziroma neke obnovitvene besede, karkoli, pač ne se to nekam shrani, pa ne ali že zdaj dajo dediču, ali pa ne recimo najbolj praktičen primer smo imeli z nekaj strankami, da so to skranilo nek sef in so v bistvu potem vsebino sefa dali v oporoko in so rekli, vsebino tega sefa ne deduje ta pa ta oseba. Ne. Zdaj seveda, tlemo spet, ali nekdo zaupa, da bo tam v sefu varno, ne zaupa, da bo varno, tlemo veliko nekih teh, bom rekel, momentov zaupanja. Ne. Ja, pa še posodabljaš gesla, pa mogoče še pozabiš to vključiti oziroma dati na posodobljeno geslo v sef, ne, to tudi zna biti kar en problem. No? To je, mislim, tako... Kar. Ne, hotel sem reči samo, da je problem s tem, da je to v bistvu... Skozi se treba posodabljati, tako bom rekel, te stvari, tako kot si rekla, da v bistvu se lahko gesla spremenijo, lahko jih pozabijo in tako naprej. Ja, in potem ti seveda to prvič daš v sef, pa pozabiš potem posodobljeno verzijo, dati v sef, pa v bistvu nič nisi naredil. Tehnično gledano je potem dedič brez možnosti dostopa do tega. Konec koncev pa niti ni potrebno umreti, da v bistvu pokoplaš recimo neko denarnico. Vse to smo že videli primere, kako so ljudje izgubili gesla, pa jih po smetiščih zdaj iščejo, pa ne vem kaj, cele drame so okrog tega. A lahko mogoče samo še poveva, se pravi, to je tudi bilo vprašanje na Discordu, zdaj, na menjalnici je veliko, ne vem, koliko jih je, 600-700. In če ti recimo ne veš, na kateri menjalnici je imel pač dedič, oziroma kjer je imel lastnik ta sredstva, kaj narediš v tem primeru? Veš pa, da je imel, ker se je recimo ful hvalil, da ima, ne vem, 10 bitcoinov, ampak ni pa povedal, na kateri kriptomenjalnici, ali pa jih je mogoče imel na več kriptomenjalnicah. Ja, to je problem. Ker nimamo, to je problem te tehnologije, ker nimamo, bom rekel, nekega registra, nimamo neke centralizirane zadeve, kjer bi rekel, ta oseba ime, priimek, ima pa vse, ne vem, na tej menjalnici ali pa ne vem, ima pa treh menjalnicah. In to je tudi, bom rekel, že iz poslovanja, recimo, imel sem primere, kjer smo posojali, mislim, smo delali posojilne pogodbe v kripto in smo pač pripravili pogodbe, potem smo šli recimo do notarja in notar je hotel imeti potrdilo, tako kot bančno, da je, ne vem, Janez posodil Petrov, toliko pa toliko nekih, ne vem, stablecoinov v taki vrednosti in sem rekel, pač tega ne obstaja, ne? Pač mi ne moramo prinesti potrdilo. Tukaj imamo dve osebe, ena je rekla, jaz sem nakazal, on je prejel, imamo adreso, imamo transakcijo, imamo neke podatke, ampak ni pa uradnega potrdila. In seveda v teh primerih, če ima nekdo na menjalnicah in ne vemo, kje
pač to ima, je potem samo še stvar raziskovanja. Ne. Se pravi, nekdo se bo mogel tega lotiti in pisati vsem menjalnicam, supportom, iskati ali ima ali nima, oziroma to je lahko nočna mora. Ja. A pa recimo, če menjalnica ugotovi, da je nek račun neaktiven vrsto let, mogoče celo 5-10 let, ne? A se kdaj zgodi, pa ne samo kriptomenjalnica, govorimo tudi o klasičnih brokerjih, a se kdaj zgodi, da pač poskušajo preveriti, če je na drugi strani živa oseba, ali pa mogoče, da se začne iskati nekega dediča oziroma nekoga, ki si mu dal neko pooblastilo, da lahko v primeru težav ali pa, ne vem, smrti dostopa do tvojega računa? Zdaj za te klasične brokerje sem že slišal, da so pošiljali neke poizvedbe, zato ker tam pa recimo, ne vem, Interbroker ali pa neka platforma, oni ponovadi imajo že noter platforme, da nekoga imenuješ ali pa ga navedeš kot dedič ali pa kot nekoga, ki je upravičen do izplačil, če se tebi nekaj zgodi. In v tistih primerih seveda, če je dolg časa neaktiven, oni ponovadi pošljajo nek dopis ali pa se pač naredijo poizvedbe. Zdaj prav za recimo kriptomenjalnice nisem imel primera, da bi pošiljali, sem pa zasledil mislim, na nekih forumih so se pogovarjali, da če je dolgo časa nek račun neaktiven, potem oni ta sredstva dajo v neke dobrodelne namene. Zdaj pa po moje tukaj zelo pomemben, kakšni splošni pogoji poslovanja obstajajo pri posamezni menjalnici, pri posameznem podjetju, ne? Ker verjetno imajo oni nek postopek. Zdaj, če je dolgo časa neaktiven, lahko da pošljajo kakšen mail, ampak zdaj, če nekdo ima spet samo tiske ustvaril račun, dostop do maila, ga pač nek dedič ne bo videl. Ne? Tako da je zdaj vprašanje, kako bodo oni prišli v stik z neko osebo, ki je pač dedič, ali pa z nekom, ki je upravičen do nečesa. Ne? To je po mojem problem teh podatkov. Ne? Koliko pa mislite, da je tega, recimo v navednicah, izgubljenega premoženja, ki nikoli ne najde dedičev? Jaz mislim, da ga je kar veliko. Zato, ker iz prakse opažam, tako, ko se pogovarjam z ljudmi, sploh tisti, recimo, sploh kripto v začetnih letih, so to zelo z lahkoto vzeli. Ne samo kar nekaj primerov, ki so ali izgubili ključe, ali izgubili ledgerja, ali sploh ne vejo, kam so dali celotno dokumentacijo. In seveda oni so to kupili recimo, ko bi rekel 2014, 2015, ali pa še mogoče takrat na začetku. In se rekli, jaz bom to kupil, bom enkrat dvignil, potem je pa to seveda prišlo pač bolj rano, vsi so rekli, jaz imam nekaj naložen, pa niso ugotovili niti kje imajo, niti kako dostopa do tega. In jaz mislim, da je kar nekaj. No. Je pa zdaj v zadnjih letih opaženo, da so bistveno bolj previdni. No. Mogoče tudi zaradi takih izobraževanj in podcastov in vsega, ker se mi zdi, da dosti več ljudi opozarja na te stvari, kot na začetku. Ne. Ja, pa tudi premoženje je verjetno marsikomu kar precej poraslo, ravno zaradi vseh teh bull runov pa vseh teh rasti, ki smo jih bili deležni v zadnjih 15 letih, ne samo na kripto, ampak tudi na klasični borzi, pa greva zdaj skočiti mogoče na prenos delnic, skladov, obveznic oziroma kar celotnega portfelja na dedovano osebo. Kaj moramo vedeti o tem? Zdaj mogoče teh, bom rekel, delnic, obveznic ali pa skladih, to so vse malo starejši inštrumenti in tam v bistvu se mi zdi, da je tudi in pravno in dejansko zadeva že toliko razvita, toliko pokrita, da tukaj niti ni problemov. Zato, ker imamo že recimo v Sloveniji imamo register vrednostnih papirjev, kar pomeni, da sodišče že samo dobi te podatke. Se pravi, nekdo, ki umre, sodišče naredi poizvedbo, dobi podatke o vrednostnih papirjih in avtomatsko vključi v premoženje, v zapuščino. Seveda je pa smiselno tam, kjer recimo so na nekih zunanjih borzah ali pa nekje v tujini ali pa nekje, kjer je nikjer zavedeno, je pa smiselno, da recimo dediči poznajo to premoženje ali pa saj približno, da vejo, da ga ima nekje naloženega, zato da te informacije dajo na sodišče, ker je spet ista logika, se pravi, to premoženje mora biti zajeto v sklep o dedovanju in potem na podlagi tega sklepa o dedovanju se seveda potem obvesti pač te brokerje in potem na podlagi tega pride do prenosa tega premoženja na dediče. Pa moraš v bistvu imeti zelo odkrito komunikacijo s svojimi dediči, ker marsikdo skriva vse te informacije, ne samo o pač delnicah in drugih naložbah. Slišala sem da se skriva tudi plača, recimo ne razkrivajo svojim partnerjem, kako plače dobivajo ljudje, potem bojo šli pa razkrivati, kje delnice vse imajo, ne? To je zelo velik problem v praksi, zato ker glih to točno to, kar si omenila,
že med partnerjema ni, bom rekel, toliko zaupanja, da vesta o teh podatkih drug od drugega. In smo imeli že nekaj postopkov na sodišču z tega naslova, ker potem te delitve skupnega premoženja in se ugotavlja, koliko je bilo tega, koliko ni bilo. Ampak ja, problem je potem ugotavljati, ker nihče seveda ne bo prinesel dokazov, kam je nalagal, na kateri menjalnici ima to shranjeno oziroma ki ima to pospravljen, da je iskati s tem, je to misija nemogoče v današnjem času. Ne. Tako da ponavadi se sklepa neka poravnava, pa se pač prenaša. Je pa res, da glede na samo tehnologijo je pa z vidika, bom rekel, pravnika ali pa mene zelo dobrodošla tehnologija, ker mi smo recimo sklepali 2-krat poravnavo na sodišču, ampak na način, da smo kar tam naredili takoj transakcijo. Se pravi, pač ena stranka odprla računalnik in rekla, jaz sem zdaj nakazala, ne vem, toliko Ethereuma, toliko Bitcoina, toliko ne vem česa, na ta pa ta naslov. In mi smo na to sodo poravnavo zapisali, ona je nakazala, ona je potrdila, da je prejela in smo potem zapisali, da je bila zadeva v bistvu zaključena tako v 10 minutah ali 15. Kaj to pomeni poravnava? Rizika, da bi potem nekdo nekaj obljubil, da bo plačal. Poravnava je pač institut, kjer se pač stranki med sabo poravnata in dosežeta nek sporazum, brez da sodišče odloči o nekih zahtevkih za sodbo. Se pravi, ena stranka je recimo vložila tožbo in je rekla, ne vem, skupno premoženje je 5 bitcoinov, pa tista nepremičnina, kjer sva živela, to morava razdeliti. In potem seveda lahko sodišče na koncu postopka in sodbo odloči in reče, res to spada v skupno premoženje, teh bitcoinov je do vsakega, ne vem, 2,5, pa tista nepremičnina je do vsakega v polovičnem deležu, se pravi, vsak je solastnik do polovice. Lahko se pa tekom postopka sklene sodna poravnava in se pač stranki sporazumno dogovorita z nekim medsebojnim popuščanjem in rečeta, ti imej nepremičnino celo, meni da pa 4 bitcoine in ga ti pa pustim. Recimo tako, na nek tak način potem pridemo do rešitve. A veste, kje jaz vidim tukaj velik problem? Problem v tem, da ženske v bistvu niti ne vedo, kakšno je v bistvu premoženje partnerja, kje investira, v katere naložbe investira, ker pač, kot prvo skriva to, kot drugo ponavadi partnerko niti ne zanima, potem pa pride do teh situacij, kot so recimo ločitev ali pa konec koncev smrt in potem pač ne vemo. Koliko je takih primerov v praksi? Ne vemo, in to je velik problem, ker bom... Ja, veliko je teh primerov v praksi in pred kratkim samo en primer, ki v bistvu je še ne rešen, niti ne vem, kako se ga bomo lotili, ampak imamo dokazila, da so bila recimo v Avstraliji, mislim, dva sta Slovenca, šla sta živeti pač v tujino, potem sta v tujini nekaj časa živela, potem sta pa šla nazaj, ampak imamo dokazila, da je bil vložek pač narejen na neke menjalnice. Tudi vmes imamo nek podatek, koliko ne bi približno tega premoženja bilo, ampak zdaj v tem trenutku pač mi dva nimamo nobenega podatka in potem jaz tudi, če vlagam tožbo, pač moramo tožbi dati neke navedbe, neke dokaze, kar je problem. Obstaja nek institut, neke stopničaste tožbe, ki jo lahko vložimo v primeru, če bomo tako stisko s tem dokazi, da niti do njih ne moramo priti, v tistem primeru se potem na nasprotni stranki naloži, da morate dokaze razkriti. Ampak spet jo bomo prisilili na konc z neko izvršbo, z neko denarno kaznijo, ki pa seveda, če ima neke milijone, pa bo dobival denarno kazen vsake 2 meseca 500 evrov ali pa 1000 evrov, bo na koncu vse. Tako da je problem v praksi to. Kako pa je recimo v primeru, zdaj v Sloveniji imamo register, lahko hitro dobimo informacije, katere delnice ali pa obveznice je neka oseba imela. V tujini, recimo, če nimava, da ne veva preko katerega brokerja se to dogaja, da ne vemo, katere naložbe ima ta oseba, to je potem, mogoče še ta varianta obstaja, da je bila navedena oseba, da se to osebo pooblastila tako kot na Interactive Brokers. To pa je opcija, pri teh brokerjih, ki zahtevajo, da vpišeš v bistvu strank oziroma potencialnega dediča ali kogarkoli, ki bi prevzel pol to. Tako da to razumem, ja. Kaj pa recimo te zapuščinske razprave, kako je dolg časa trajajo, si predstavljam, te zapuščinske razprave? To je zdaj v praksi, bom rekel, različno, odvisno od tega, koliko se dediči med sabo kregajo, to je prvič, ne. Eno je pa tudi od samega hitrosti delovanja sodišča. Zdaj v praksi poprečna zapuščina traja, odvisno od sodišča do sodišča, ampak nekje med pol leta do 1 leta je izdan sklep o dedovanju, če ni kakšnih zapletov. Če so kakšni zapleti, kakšni spodbijanje oporok, kakšne uveljavljene različne deleže, potem so napoteni na pravdo, to pa lahko traja tudi
več let, 10 let, zdaj smo imeli glih pred kratkim, smo imeli eno zelo zanimivo zadevo, ker so se od 2014 do zdaj pravdali, pa skozi slagali neke pritožbe, v glavnem zdaj 2014 so imeli pa srečo, ker jaz sem v bistvu čisto naključno prišel to zadevo, ker sem pa imel enega kupca, ki je hotel kupiti nepremičnino, ki je bila eno premoženje v zapuščini, je šla neka stara hiša na pol podrta. No, on je rekel, zdaj pa to kupil, ne, sem potem začel poizvedovati, sem ugotovil, da v bistvu glede tega poteka zapuščinski postopek že 10 let in da je 5 dedičev, ampak na koncu smo pač probali dobiti 2krat na sestanek, smo se pogovorili, smo rekli, lejte, tokle denarja vam damo, vsak dobi tak delež, zdaj pa za pogoj za to pa, da se zmenite v zapuščini. Ampak imeli so srečo, ker takrat, ko je pač ta moja stranka rekla, tako količino denarja ponujam, so oni zelo hitro se zmenili, ker so ugotovili, da bodo dobili v 2 mesecih vsak nek znesek in so zadevo zaključili. Ne. Kako pa je z upravljanjem recimo premoženja v času, ko trajajo te zapuščinske razprave? Zdaj, kot si rekel, se lahko razvleče tudi na 10 let recimo. Kaj naredi, kako upravljati portfelj, ker verjetno je treba na neki točki neko delnico prodati, kupiti? Ja, zdaj tukaj s tem finančnim premoženjem je tako. Imamo institut upravitelja zapuščine, se pravi, on v bistvu upravlja za zapuščino za ta čas, ko zapuščinski postopek poteka, ampak tukaj je zelo problematično, po mojem, v praksi to, da nimamo nekoga, ki bi bil kompetenten s tem upravljati. Se pravi, mi lahko damo recimo za nepremičnino, ni problem dati nekega upravitelja, on bo dal nepremičnino v najem, najemnina se bo stekala v zapuščinsko maso, na koncu bo pa še nekaj denarja za razdeliti med dediče. Če imamo pa mi neke finančno premoženje, delnice, ne vem, neke sklade, neke indeksne sklade, ne vem, neke kriptovalute, različne stvari, je pa zdaj seveda vprašanje, kaj bo ta upravitelj, kakšno navodilo bo dal, kako ne s tem ravna, kako ne pač upravlja s tem. Bog ne da so kakšne opcije, pa še druge stvari, ki so bistveno bolj zahtevne. Ne. Tam je pa po mojem res problem, bom rekel, z neko odgovornostjo, ali neka oseba res kompetentna s tem ravnatelj. In ponavadi seveda v tem trenutku pustijo in pač te delnice ležijo, dokler ne pride do dedovanja. Ne. Se pravi, prakticirajo strategijo hodl. Najbolj dobra strategija, ne, kupijo 10 let nazaj in 10 let je zapuščina in po 10 letih je zihar vsaj 20% gor, tako da je v redu. Ampak a prevzema tudi ta upravitelj zapuščine odgovornost recimo za nesmotrno upravljanje premoženja, recimo da bi bilo smiselno na neki točki neko naložbo prodati, on pa ni zaradi tega, ker ni opremljen z znanjem? Mislim, prav odgovornost, da bi njega terjal, jaz v praksi nisem zasledil, pa tudi mislim, da zakonsko mu ne nalaga zakon, lahko bi bila pač splošna odgovornost po splošnih pravilih obligacijskega zakonika. Ampak največkrat v praksi izgleda to tako, da ta upravitelj v bistvu popiše premoženje in potem da nek plan, kako bi on to pač unovčil oziroma kako bi razpolagal in tudi obvesti vse dediče in sodišče in pa seveda vse ostale, ki so deležniki v tem postopku. Ampak danes je tako, da če zdaj govorimo o nekih stvarih, kjer so 100% jasne, se pač damo nepremičnino v najem, tukaj pač je nedvoma, da se dodatno ustvarja premoženje, da ne propada premoženje in tukaj pač bo naredil to, če bodo nasprotovali. Recimo v primeru finančnega premoženja, sploh delnic skladov, tega se mi pa zdi, da če bodo dediči nasprotovali, da v bistvu potem ona bo nič naredil, ker pač kaj bo tisto, kar bi bilo prav, pač noben ne ve, ne? Sploh pri tem finančnem premoženju. Ne vem, ali bo šlo gor, ali bo šlo dol, lahko seveda naredimo neko, ne vem, razpršitev, lahko neke naložbe naredimo, ampak po moje se ne bo upal noben to narediti. No. A lahko recimo z oporoko razdelimo premoženje tako, da v bistvu določimo, kdo podeduje posamezen naložbeni razred. Se pravi, to sva že nekaj omenila, da nepremičnina gre k enemu, delnice gre do drugemu. Ja, to je možno. Pač z oporoko se lahko razdeli premoženje čisto v detajle. Pač ponavadi je oporoka tako, da se vsako posamezno premoženje, ki ga želi nekomu nameniti, ga pač noter napiše. Ne vem, to nepremičnino dobi oseba A, to nepremičnino oseba B, te vrednostne papirje itak oseba A, oseba B, tako da te oporoke so lahko zelo obsežne. Pred kratkim smo imeli eno, ki je imel gospod res ogromen premoženja in on je zelo detaljno v oporoki napisal, pač kam gre denar, kam gre kdo dobi vrednostne papirje, kdo dobi nepremičnino, kdo dobi avto. Mislim, tako zelo je res razdelil in med otroke in med vnuke in mislim, tako zelo detaljno je šlo in tako oporoka na koncu je imela, ne vem, 6-7 strani, ne, recimo besedila.
Tako da je možno to zelo, bom rekel, podrobno napisati in posamezno premoženje dati v poroko in ga nakloniti posameznemu dediču. Zakaj pa se je ta gospod odločil, da bo tako detaljno razdelil premoženje? Ja, zato, ker so bili že otroci si skregani med sabo. Ojoj. Ja, to je to, ja. On je imel problem, ker sta bila njegova dva sinova, sta bila že prej več let skregana. Vsak ima neko svojo firmo, potem sta si nekaj nagajala, potem je eden skrbel za očeta, pa drug ni, pa sta imela kle problem, kdo bo skrbel. Pa je eden malo boljš delal, mislim, njegova firma je boljš poslovala, od drugega je nek trenutek malo slabil, potem je bila neka ušija, klasična slovenska, pa sta se še zelo nekaj tepla med sabo, v glavnem skozi se bo nekaj. In na koncu je rekel ta gospod, jaz bom to razdelil, tako da bo jasen, vsak bo nekaj dobil, ampak tako da bo miren. A sta bila pol zadovoljna, a se še naprej pravdata? Nista bila, ker še ni konec zapuščinskega postopka, ker sta pa zdaj zapela na neki drugi zadevi. Ojoj. V glavnem tukaj imate pa super priložnost, da zaslužite tudi odvetniki nekaj denarja, a ne? To je res, ne, sem zelo stremimo k temu, da čim prej se zmenimo, ker to so res take. Prvič je to naporni pogovor, res so naporne stvari. To jaz včasih, ko sem na teh narokih ali pa na medijacijah ali pa sestankih, tu prideš, bom rekel, izžet iz teh sestankov. Ker skozi kombiniraš med enim pa drugim, pa iščeš neke skupne variante, pa razmišljaš, kaj je bilo tisto, da bi pač bila zadovoljna, da je nek win-win situacija, ampak včasih gre, včasih pa ne gre. Kaj pa v primeru, da je dedič še mladoleten? Kaj se zgodi s temi delnicami pa z drugim finančnim premoženjem? Dedujejo pač dediči, se pravi mladoletni otroci, ampak za njih do polnoletnosti upravljajo starši. Ne? Ki pa tudi vemo, da pogosto niso vešči upravljanja takšnega premoženja, ne? Tudi tu imamo kar nekaj sporov, glih zdaj imamo en spor, ki je bila zgodba taka, da je bilo točno to, da se je podedovalo neko premoženje, ko so bili otroci mladoletni, potem so starši to premoženje prodali, pa kupili neko nepremičnino, ker so potem tam živeli. Zdaj pa v bistvu te otroci zahtevajo, ne vem, polovico te hiše in kupenega spora iz tega rata na koncu. Ja, tukaj sem dobila eno vprašanje z Discorda in sicer, zakaj povabljene na zapuščinsko obravnavo le vprašajo, sprejmeš ali ne, predtem pa sploh noben ni obveščen, ali dobiš premoženjsko korist ali pa dolgove za plačati. A to drži? Ja, to drži, zato ker mislim, to je tisto, kar sem na začetku rekla. Ne, se pravi, zapuščinski postopek je nepravdni postopek in je namenjen samo temu, da se ugotovi, kdo so dediči in da se premoženje razdeli. In seveda sodišča tako postopajo. Sodišča, ko nekdo umre, začnejo pač zapuščinski postopek in takrat oni vidijo, pač nekatere podatke dobijo iz smrtovnice, nekatere dobijo iz javnih pač registrov in vidijo, kdo je dedič. In potem pošljajo dediču samo dopis, da se ne izjavi o tem, ali zapuščino sprejema ali ne sprejema, ne? Ali želi, da pač je javno obravnavo oziroma da je narok na sodišču, ali želi, da je brez naroka in pa da če misli, da je kakšen premoženje, ki ga bi mogel še navesti, da ga pač ne izporoči. In potem, če naprej, recimo, obravnava na sodišču, sodišče samo ugotovi, naredi popis premoženja, pač katero premoženje sodi v zapuščino in razglasi pač tiste, ki so dediči. Zdaj, ali je to zakonito ali pa poročno. In zato je to zelo skop postopek in v praksi se dogaja, da ljudje zelo velik napak naredijo v teh postopkih iz tega razloga, ker niso vešči teh postopkov. In je tukaj smiselno, da se vsem pozanimajo, poprašajo, ne vem, kakšnega pravnika, odvetnika oziroma nekoga ali pa notarja, glih s tem namenom, da pač vejo, katere vse pravice imajo, kako jih zaščititi oziroma kako postopek voditi, ker še vedno je pa to sodni postopek. In zato je pač tukaj ni, mislim, gleda sicer zelo enostavno, ampak v praksi ni. Največ problemov je pa tudi, bom rekel, rešljivih, zato ker tam, kjer se neko premoženje pozabi navesti v zapuščino, se lahko da potem nek naknadni sklep in se pač naknadno najdeno premoženje, zopet za to premoženje izda nov sklep o dedovanju, ampak problem je pa drugje, ker če recimo, čisto klasičen primer, nekdo bo ugotovil, imam
imamo neko, ne vem, stanovanje in pridejo 3 dediči in se zmenijo, aha, ti me je to stanovanje, mi dva tega ne rabva, ker že bava, dobila sta nekaj denarja, prej, ko sva gradila hišo, in eden dobi, recimo, se druga 2 odpovesta in je potem en dedič. Pa se pa čez 1 leto ugotovi, da ima pa gospod nek sef ali pa gospa in v tistem sefu so not pa neki dragi kamni in je to vreden, ne vem, $500,000 in potem pridemo do ponovnega postopka o dedovanju. In zdaj, sicer praksa je tukaj izoblikovala, da zdaj se to tretira, da je treba ponovno vabiti vse dediče. Nek moment je bila pa ideja, pa to pač praksa o tem, da v bistvu tisti, ki je bil dedič pri prvem sklepu, bo tudi to dobil. Ampak problem je pa v tem, da te dediči vsi takrat, ko so sklepali nek dogovor, o tem sploh niso bili seznanjeni in niso mogli dati neke izjave volje, aha, to če bo se pa karkoli najdel naprej, ne pa tudi on ta prvi vse dobi. Ne? In zato je tukaj zelo pomemben, da se že takrat razmisli, aha, to če bi se karkoli najdelo naprej, jaz se pa temu ne odpovedujem, ne? Ampak če se bo kaj najde, bi pa še vedno bil deležen zdraven, pa tudi to dedvo. Ne? A pa takrat rekel, da ne bom dedvo. Ne? Aha, se pravi, to moraš v bistvu vnaprej povedati, če se slučajno najdeš še kakšno premoženje, hočem biti del te zgodbe. Ni treba vnaprej povedati, ampak problem je, ker je to spet zelo tehničen postopek sodni. Recimo, če bi se najdla neko naknadno premoženje, lahko da bi samo tisti dedič, ki je že dedval, sodišču dal predlog za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju in sodišče bi kar izdal dodaten sklep o dedovanju. Ker tudi na sodišču pač delajo ljudje in delajo napake in se zna zgoditi, da pač nekdo, ki bo vzel to nek referent, bo videl, aha, on je bil že prej dedič, nekaj se je še našlo, aha, se je on je dedič, bo še to zdaj dobil. Čeprav imamo še recimo 2 druga dediča. Kako se pa ljudje odpovedujejo dediščini? To se mi zdi tako neverjetno, da bi se nekdo odpovedal dediščini. V manjšem deležu. Bom rekel, zelo tako prav odpoved je zelo v manjšem deležu. Ja. Omenjala sva tudi dolgove. Kako pa je v primeru dolgov? Zdaj, na eni strani dedujemo premoženje, na drugi strani pa tudi podedujemo lahko dolgove. In zakaj bi v bistvu želel podedovati dolg? Ja, z dolgovi je tako. Dolgovi se dedujejo in jih pač dediči podedujejo, ampak za te dolgove dediči odgovarjajo do vrednosti podedovanega premoženja. To zdaj v praksi dostakrat ljudje ne razumejo, kaj to pomeni. Ne? To praktično pomeni to, če nekdo ima nek dolg, recimo nek kredit ali pa neko posojilo v višini 100,000 evrov, premoženja v zapuščini je pa recimo 20,000 evrov in 2 to premoženje dedujeta, bosta ona 2 odgovarjala vsak samo do višine 10,000 evrov. Tudi če je terjatev upnika recimo 100,000, ker odgovarja do višine podedovanega premoženja in to je tudi v praksi zelo pomembno, da se to beleži. Recimo imeli smo primere, da smo imeli, ne vem, 5 upnikov in so upniki prišli do dedičev in so potem dediči kar v gotovini nekaj plačevali, brez nekih potrdil, nekih dokazil. In pa je prišel drug upnik in je rekel, ja, ti si dedič, plačaj mi, preko se sem že mu ta prvemu plačal. Je rekel, ja, nimaš dokaza, nimaš nič, jaz ne vem, si plačal. Nisi plačal, meni moraš tudi plačati mojo terjatev. Tako da kleni bodo zelo previdni in je pač karkoli bodo delali, mora biti vse evidentiran, napisan, zato da pa lahko dokazujejo. Ker to je tudi dokaz recimo v izvršilnih postopkih. Ne. Če bi nek upnik šel potem v izvršbo zoper dediča, lahko dedič reče, ja, res sem jaz dedič, odgovarjam do višine, ne vem, 10,000 evrov, ampak jaz sem poplačal prvega upnika v višini 5,000, pa drugega 3, pa ne vem, tretjega 2, jaz sem izpolnil svojo obveznost v višini 10,000 evrov in zdaj mi ni treba 4., 5. poplačevati. In kaj se potem zgodi s temi terjatvami 4., 5. recimo upnika? Ja, pač nimajo dolžnika, ne. Se pravi, propade vse skupaj, ne morajo izterjati in je to. Aha, tako, ne morajo izterjati, nimajo dolžnika in je zadeva zaključena. Zato pa je bistveno bolj pomemben, da ko se sklepajo posojilne kreditne pogodbe, da se v tisti fazi sklepanja uredi neko zavarovanje, ki pokriva pa celotno terjatev. To govorite na strani upnika, ki se pravi banki ali pa ne vem kogarkoli drugega, da se uredi to, ne? Tako. Banka je pač najboljši upnik. Oni želijo imeti zavarovanja, želijo imeti hipoteke, želijo imeti poroke, mislim, vse, kar se da, zato da bodo maksimalno zavarovani. Bolj je problem v praksi, ker ljudje med sabo si posojajo neke zneske, pa tega ni tako, bom rekel, malo v praksi, ne? In si posojajo brez nekih zavarovanj. Ne? In če nekomu že omenja zavarovanje, že se 50,000 si mi posodil, vse ti bom vrnil, to pa res ni nekaj tak. Ampak 50,000 evrov je lahko za nekoga usodno, ne? Če pa če dal svoje zadnje prihranke nekomu,
Za nekoga je pa pač to, bom rekel, dnevno poslovanje. Tako da je treba res gledati od primera do primera in jaz pa vsakmu svetujem, tudi če posodi 5,000, 10,000, vsaj neko zavarovanje si naredi, ker potem, ko bo treba to vračati nazaj, nimaš ti samo, bom rekel, ne vrne znesek, ampak ti boš imel strošek, ne vem, z sodnimi postopki, z sodnimi taksami, z izvršbami, z izterjavo in tako naprej. Na koncu boš imel še 10,000 evrov stroškov, da boš dobil 10,000 evrov nazaj. Kaj pa se ponavadi dava zavarovanje v takih primerih? Mislim, najbolj pogost zavarovanje v praksi je še vedno pač hipoteka na nepremičnini. To tudi vsi upniki želijo imeti, če se le da, bom rekel, hipoteko neposredno izvršljivo, kar pomeni, da ni treba nobene tožbe vlagati. To je mogoče tudi nekaj, kar jaz opozarjam že vrsto let. Ne se sklepajo te posojilne kreditne pogodbe, ki sklepajo ali pravne osebe ali fizične osebe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. To pa zato, ker potem, ko pride do zapadlosti terjatve, ni treba vlagati tožbe. In čist plastično predstavljen, če ima nekdo tako pogodbo, gre lahko naslednji dan v izvršbo in se pač izvršuje izvršba na premoženje dolžnika. Če take pogodbe nima, mora najprej vložiti tožbo, dobiti sodbo in šele ko dobi sodbo, gre lahko v izvršbo, kar v praksi pomeni 2 do 3 leta na sodišču in pa spet XY tisoč evrov stroškov. Ja, kaj pa recimo na bankah, ki pogosto zahtevajo tudi poroštvo in recimo, da glavni kreditojemalec umre, ostane porok. Se pravi, to pomeni, da pade breme kredita na porok in porok mora potem to prevzeti. Ampak zdi se mi, da ljudje niso seznanjeni najbolj natančno s temi poroštvi in kar tako se mi zdi, da včasih kar mal na slepo dajo pač so poroki v takih primerih. To se strinjam. To je res, da so mogoče premalo seznanjeni. Zdaj, koliko so ljudje seznanjeni pri teh bančnih poslih, se zdaj zelo lepo vidi, recimo pri teh Švicarjih, ki imamo zdaj kupenih tožb, ker tam je bila ta neka pojasnilna dolžnost in seveda je bila toliko skopa, kar je tudi sodišče in slovensko in EU jasno reklo, da pač ni dovolj, da imaš ti noter napisano, pa da podpišeš neko izjavo, jaz sem seznanjen z rizikom stečaja, ampak moraš v bistvu biti seznanjen z preteklim gibanjem in z možnostjo gibanja v prihodnosti. Tako da je v bistvu tle res problem, bom rekel, teh pojasnil v tem, da ljudje seveda, nekdo jih prosi pet za poroka, se bo mesto plačal in on pač gre za poroka, bom rekel, z nekih dobrih vzgibov, čisto dobro namerno, ampak mogoče se pa res v praksi ne zavedajo, kaj to za njih pomeni. Je pa po poroštvu mogoče dobro to, da so pa banke vsem, bom rekel, odprte, da recimo, če imamo še vedno dolžnika, pa poroka, doskrat poroka oprostijo poroštva za nižje plačilo. Aha, ok. A lahko se midva skočva na virtualno premoženje na profilih, družbenih omrežjih in pa v igricah? Zdaj ne vem, če si uspel gledati na Netflixu en super film The Remarkable Life of Evelyn. Upam, da sem prav izgovorila. Gre za v bistvu en avatar v igrici War of Worldcraft. Gre pa za enega fanta, ki je imel atrofirane mišice in je bil priklenjen na voziček. In je v bistvu, on je igral po več kot 12 ur na dan to igrico, od rane mladosti pa do praktično smrti in si je ustvaril cel življenje tam noter. On ni bil v stanju, da bi lahko imel neko življenje v resničnem svetu, ampak v virtualnem svetu bi pa največji car. In potem, ko je on umrl, so starši rekli, da gremo napisati neko poslovilno pismo vsem sledilcem, niso se pa zavedali, kakšen impact je naredil ta fant v tem svetu, virtualnem svetu. In potem, ko so v bistvu poslali to sporočilo, da je pač zapustil ta svet, se je usul, ogromno mailov so dobili od vseh možnih teh sledilcev, prijateljev, so Netflix serijo so posneli potem. Tako da dejansko naši nekateri mladi, mi živimo v teh virtualnem svetu. Recimo, to je en tak primer. In potem se zgodi tudi lahko monetizacija znotraj tega virtualnega sveta, znotraj igric, nekateri ustvarjajo ogromno premoženja. Kaj pa je recimo v tem primeru? Kako se pa to ureja dediščina, recimo, če nekdo umre, pa da je res neko ogromno premoženje bilo v virtualnem svetu ustvarjenega? Ja, logika je drugače čista. Zdaj,
Tukaj je tako, problem je najprej to, da so različni pravni sistemi, ampak bom rekel, te pravne ureditve vse omogočajo prenos kakršnega koli premoženja, ali pravic, ali nekega stvarnega premoženja, tako da v tem primeru bi govoril seveda pravico do dostopa, ne vem, tega računa oziroma tega avatarja in tako naprej. Zopet je tukaj po moje primarno zelo pomembno, kakšni so pa splošni pogoji tega podjetja, ki upravlja z neko, ne vem, igrico ali pa z nekim avatarjem ali pa ki nudi neko platformo, zato da se pač res preveri, ali ni tam kakšnih omejitev, da ni mogoče prenašati recimo na dediče ali pa da ni mogoče dedovanja glede tega. Drugače pa logika je ista, se pravi, zopet mora biti to premoženje zajeto v sklepu o dedovanju in potem se običajno prek nekega postopka, ki ga nudi, bom rekel, ta neka platforma oziroma neka igrica oziroma to podjetje, ki upravlja s to igrico, pride do tega, da se to premoženje deduje. Zdaj, v praksi sem jaz zelo opazil pri, bom rekel, mislim, da smo imeli, je bil nek Steam Games, nek sem opazil, ko so se na forumu pogovarjali, nek na internetu, da ni bilo nobenega problema. Se pravi, bil je nek račun, na od igric in potem so v bistvu družina, ki je dedvala po pač nekem fantu, so brez problema prišli do tega računa in tudi do nekih sredstev na računu, kot si prej rekla, ne ponavadi so tukaj noter, vemo, pač ti med sabo trgujejo različne predmete med igrico pa drugo igrico, pa imajo tudi neke valute, pa neke denarje, pa tako naprej. In ni bilo problema dostopa do tega računa in tudi ni bilo problema unovčati ali pa upravljati s tem sredstvi na računu. Tako da jaz mislim, da tukaj obstajajo neke postopki, pa ne neke poti, da se pride kot dedič do tega premoženja. Je pa seveda zelo pomemben po moje preveriti te splošne pogoje, ker sem pobral neke kolege, predvsem v Ameriki, so pisali neke članke, da so pa neke platforme niso omogočale dedovanja in so izrecno imeli napisano v splošnih pogojih, da pač nekih računov oziroma nekih stvari po smrti ni mogoče prenašati naprej in jih namenijo v dobrodelne namene. Tako zdaj, kako je pa dejansko v praksi, to ne vem, sem pa res zasledil nekaj člankov, nekih odvetnikov v Ameriki, ki so o tem pisali. Kako pa recimo s temi nezamenljivimi žetoni, NFT, ki so bili ful aktualni pred časom, pa recimo z nekimi blockchain žetoni. Jaz recimo imam virtualno za nakupom oblačila fizičnega, dobiš nek blockchain žeton in potem lahko gradiš virtualno omaro tega priznanega recimo dizajnerja. In to praktično vsi ti ponudniki ponujajo na nek način. Nekaj počneš v virtualnem svetu. Kako pa recimo v tem primeru? Ja, po mojem mora biti logika ista, kar sva zdaj povedala. Spet vprašanje, kje hraniš te žetone oziroma kako do njih pride. Zdaj, če jih imaš nekje, tako kot sem prej rekla, na menjalnici, po mojem bova prišla do njih. Če jih imaš ti nekje, bom rekel, neki virtualni zadevi, mora spet ugotoviti, kdo je uporabnik te omare oziroma kdo upravlja z njo, kdo je tisti, ki ima dostop do njih. In spet vprašanje, ja, lahko pridemo do računa. Mislim, jaz ko gledam, ni problem priti do računov, ki imajo potem, bom rekel, neke stvari, neke blockchain žetone. Problem je, če hočemo mi neposredno priti do nekega žetona, ki ga imamo nekje shranjenega, ki niti moje dediči ne vejo, ki je shranjen, oziroma bi mogli tistemu, ki bo dedoval, omogočati vse dostope, kar je po praksi čist tehnični problem. Se pravi, če dava nek napotek vsem, ki razmišljajo, pa bi vsi tudi morali razmišljati o tem, ko bojo pripravljali svojo poroko, da vključijo tudi virtualno premoženje, kot smo zdaj omenili, NFT-je in pa druge coine v poroko. Ja, obvezno morajo to upoštevati. Predvsem ne samo, da upoštevajo pri sestavi poroke, ampak morajo tudi nek sistem zagotoviti, da bodo te dostopi prišli do dediča. Kako sem prej rekla, ali je to z nekim sefom, pa stalnim posodabljanjem teh gesel, ali je to na nek drug način, ali se to izroči, ali to vsakeč, ko se nekaj spremeni, natisne, pa da ženi nov papir, pa reče žena, ker ima spet nov dostop, pa nič ne zapravljati. Kaj pa recimo s profili na družbenih omrežjih? Kaj pa se v tem primeru zgodi? Zdaj, nekje sem slišala, da obstajajo neki pogrebniki, spletni, ki pokopljajo te profile, ampak konec koncev nekateri te profili so lahko tudi kar precej vredni.
Ja, isto, štartamo iz teh splošnih pogojev podjetja vsakega. In to je zelo pomembno, ker se mi zdi, da to res noben nabere teh stvari. In tudi jaz nisem bral, dokler nisem mogel, bom rekel, profesionalno službeno ukvarjati s tem. In tam seveda se že vedno štarta iz, bom rekel, teh splošnih pogojev. Nekdo da neko omrežje omogoča in reče, ja, ti lahko registriraš se, narediš nek profil svoj. Kaj se radi s tem profilom, če tebe ni, a se lahko deduje, se ne more dedovati, se zapre, se ukine. To je potem čist stvar, bom rekel, teh nekih splošnih pogojev podjetja. Je pa generalno tako, da seveda vse stvari, ki so neke pravice, imajo neko premoženje, so lahko predmet dedovanja. Tako da bi načeloma mogli priti tudi do teh omrežij oziroma do teh računov. Je pa seveda odvisno zdaj, bom rekel, čisto od teh pogojev, kaj si podjetje želi oziroma kako si je organiziralo, da bo ta pač postopek potekal. Okay, zdaj bom pa kar direkt vprašala. Okay, jaz imam na YouTubu 13.000 sledilcev kot Marja Milič, pa recimo na LinkedInu jih imam dobrih 16.000. Recimo, kaj se pa zgodi, recimo, če jaz umrem, kaj se zgodi z mojim profilom? A to verjetno se pokople, si predstavljam, oziroma nekdo drug prevzame in potem Marja Milič še naprej živi oziroma manjhav. Ja, zdaj tako, pravico do tega manjhava, podcasta ali pa do te uporabe bodo verjetno imeli dediči. In oni se bodo mogli odločiti, ali bodo to naprej vodili, seveda lahko bodo, lahko ne bodo. Jaz pa zaenkrat nisem opazil v praksi, da bi bil problem s tem, da ne bi nekdo, recimo dedič, prišel do tega računa. Ker tako je verjetno YouTube kot LinkedIn morata imeti nek postopek prenosa ali pa dostopa teh, bom rekel, računov do dedičev in potem seveda dediči lahko potem naprej s tem upravljajo. Se bodo odločili, ali ga bodo zaprli, ali ga bodo naprej, ali ga bodo dali, ne vem, kot neko licenco nekomu, ali bodo naredili z tega neko blagovno znamko, pa bodo blagovno znamko prodali. Tako da to je potem, bom rekel, v nadaljevanju več možnosti, kaj s tem narediti. Ampak to je tudi zanimivo vprašanje za vse te influencerje, ki imajo po več 10.000, 100.000 sledilcev, ker dejansko to je biznis za njih. Ne? Se pravi, to v bistvu na nek način je orodje, s katerim si pomagajo graditi posel, ustvarjajo prihodke in tako dalje. Ne? Se pravi, tukaj lahko govoriva tudi verjetno je dosti podobno kot pri recimo zapuščini, ko je govor o podjetju, SP-ju in podobno, ne? Ja, to se strinjam. Je pa res, da mogoče, mislim, čez moje oči jaz gledam vse te, bom rekel, influencerje zelo na osebni ravni. Se pravi, njihov profil ali pa produkt bo deloval, dokler bodo oni ustvarjali neke vsebine. Se pravi, to pač je neka kreacija. Zdaj, po njihovi smrti, ja, lahko bo kot brand name ustal, pa bo nekdo drug prek njega ustvarjal ali pa bo recimo ga uporabljal kot neko dodatno premoženje oziroma kot neko dodatno vrednost pri neki svojem ustvarjanju. Tako da težko si predstavljam, da bi recimo imeli, ne vem, ime, priimek nekega influencerja in bi po smrti nekdo drug ustvarjal pač neke video vsebine pod njegovim imenom. Seveda to bi šlo, to pač ni nič pravno sporno, ampak ne vem, če bi pa profil oziroma sam profil, sam račun še vedno tako dobro deloval. Ne? Ja, to je vse stvar, ki jo lahko malo spremljamo v prihodnosti. Jaz pač nisem sploh nikoli razmišljala o tem, dokler se nisem pripravljala na ta podcast, ki me je tudi zanimivo. Smo imeli v primere tudi v Sloveniji, ko je recimo nek znan športnik umrl, pa je potem žena, se mi zdi, da prevzela vse te profile, ker dejansko se tam biznis se je delal, no, na teh profilih. Tudi zelo znana zgodba je to, no. Vse to je mogoče, ne? Sploh mogoče res, tako kot sem rekel, o tem brand nameu, tukaj se seveda lahko zgodba nadaljuje brez problema, ne? In zato pač je smiselno seveda videti od primera do primera, ali se bo nadaljevalo. A lahko vprašam vezano na bančni račun pokojnika. Zdaj, vse več Slovencev nima samo zgolj ene primarne banke, ampak ima več tudi teh neobank, ne? Zdaj, zanimivo mi je bilo to, ko sem pred leti pisala prav o bančnem računu v primeru ene gospe, ki je umrla, se je banka obračunavala te stroške vodenja računa. Kako je recimo v tem primeru? Ker to so, v bistvu račun miruje, ampak vsem se neki stroški obračunavajo.
Kako je pa recimo v tem primeru? Kaj moraš narediti za to, da pač se to preneha? Ja, zdaj v primeru bančnega računa je najbolj pomembno, da se pač takoj banka obvesti o smrti pač tega imetnika računa, zato ker potem banka avtomatsko naredi pač neke aktivnosti. Se pravi, oni ukinejo vsa pooblastilo, preprečijo razpolaganje z bančnimi sredstvi, pač sredstvi na računu, če so kakšne terjatve, prenesejo v pristojne službe izterjave in potem ponavadi banke tudi prijavijo v zapuščinskih postopkih pač neke svoje terjatve, ki jih imajo. In seveda, dokler pa banka ne izve, da je pač nekdo pokojni, pa lahko račun seveda naprej poteka in se pač ustvarja neki dodatni stroški. Ne. Tako da je primarno tukaj res misleno, da se tako obvesti banko, se pošlje pač mrliški list oziroma izpisek iz matičnega registra o smrti in potem banka ve, bomo mi tukaj zaključili in čakamo na sklep o dedovanju. Se pravi, recimo, da nekdo od tvojih bližnjih umre. Kaj mora v bistvu narediti ta oseba, potencialni dedič ali pa dediči, koga vse morajo obvestiti, zato da se ne povzroča taka brezvezna škoda? Dedič mora najprej narediti pač smrtovnico, ki jo naredi na upravni enoti. On v bistvu gre na upravno enoto, spiše smrtovnico, to je nek obrazec, tam napiše, katero premoženje je, kateri so potencialni dediči, tudi ste prvi korak in potem pa pač, če ve, kjero premoženje vse ima, je pa seveda smiselno potem stopiti v stik z temi registri ali pa imetniki tega premoženja in jih pač obvestiti, da je pač oseba pokojna in da se pač čaka sklep o dedovanju. To zato, da pač oni vejo, z tega naslova se ne bodo ustvarjali neki prihodki, neki stroški in tako naprej in pač spremljajo neke svoje aktivnosti, ki jih morajo. Zdaj, ko ti nekdo umre od tvojih najbližjih, zdaj se ukvarjati z birokracijo pa z administracijo je verjetno ta zadnja stvar, ker najprej tako moraš poskrbeti, da je človek pokopan, pa že tukaj je cel kup nekih izzivov, potem pa, da se ukvarjaš s tem premoženjem, koliko hitro se začnejo ljudje ukvarjati z smrtovnico, koliko hitro se to zgodi po smrti najbližjega? To je v praksi, bom rekel, tam v roku tedna 14 dni. Se pravi, se že poberejo od tistega šoka, pa verjetno so sposobni narediti te zadeve. Zato, ker to sprašujem zaradi tega, ker sem mu enkrat pisala en primer, smo imeli ena gospa, ki je podedovala v bistvu SP od svojega partnerja, ampak enostavno ni bila noter v tem poslu in preden je ona spoznala posel svojega partnerja in preden se je lahko odzvala in preden je sploh prebolela to bolečino, je minilo več mesecev. Na drugi strani so pa stranke čakale, da bojo pač dostavljali neki izdelki, ki pač so bili tudi plačani. Se pravi, tudi to je treba potem ne upoštevati, sploh v primeru kakšnih podjetij, To je zelo velik problem v praksi in to mislim, da sem jaz tudi nek blog glede tega pisal, zato ker ko se zgodi recimo smrt, bom rekel, sploh pa ena osebnih DOO-jih, ker imamo eno osebo, ki je direktor in ista oseba je družbenik in ko ta oseba umre, v bistvu družba nima zastopnika, seveda ga lahko prek sodišča postavimo, ampak bo spet 2-3 meseca trajalo, da bo izdan sklep glede tega. V tem času mora pa družba poslovati in jaz sem v praksi imel kar nekaj, bom rekel, nesrečnih zgodb, ko se je to zgodilo in so potem v bistvu delavci niso mogli dobiti izplačanega plačila, potem te kupci niso dobili pač blaga in tako naprej in je v bistvu podjetje v 3 mesecih šlo v stečaj. In to je zelo velik problem, zato jaz vsakemu pa svetujem, da če ima neko družbo, nek SP, ne organizirati to vodenje tako, da ima zraven vsaj še enega prokurista ali pa še enega direktorja ali pa neko osebo za primer, če se enemu nekaj zgodi, vedno ostane nekdo, ki lahko vodi družbo. To verjetno velja tudi v primeru kakšne dolgotrajne bolezni ali pa kaj podobnega, ne vem, invalidnosti in tako dalje. Se pravi, moraš biti pripravljen tudi na ta scenarij. Zdaj smo mi doma zašla v podjetništvo, pa bi vsem se rada vrnila nazaj, mogoče na te račune iz tujine, to je vprašanje z Discorda in sicer na tem, recimo, da so na tem računu bila neka sredstva, ki bi se jih preneslo na dediču TRR v Slovenijo, kakšni so postopki, se pravi iz tuje banke, neobanke na slovensko banko?
Ja, tuji banki je treba posredovati, se pravi, ta mrliški list in pa sklep o dedovanju. Zdaj, če tuja banka, bo verjetno treba sklep o dedovanju prevesti v njihov jezik, tako da dobite pač tolmača, ki naredi prevod in se potem pač banka obvesti, da ste dedič, pošlje dokazila in običajno pač banka potem nakaže. Aha. Še eno vprašanje z Discorda. Če kot redno zaposlen vplačuješ v pač pokojninsko blagajno XY let, kako je potem s prejemanjem pokojnine strani partnerke? Kako je z vdovsko pokojnino? Ja, vdovska pokojnina je pač neka posebna pokojnina, ki se lahko uveljavlja pač po partnerju. To je pa poseben postopek predpisan glede SPIZ-a in ta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, on v bistvu uredi cel ta postopek, kar se tiče vdovske pokojnine, tako da v tem primeru je najbolj, da se obrne na SPIZ in se pač tam potem uveljavlja. Ista logika je, recimo, da v Sloveniji smo imeli tudi vdovsko pokojnino iz tujine, se pravi enako, ne vem, če imamo nekoga, ki je delal v Nemčiji, se pač pred nemškim organom uveljavlja in oni pač pošljajo običajno neke obrazce, da se izpolnijo in katera dokazila treba predložiti. In je to zelo, bom rekel, tehničen postopek, ki ga je treba speljati. Kako pa je v primeru, recimo, da imaš mladoletnega otroka, ki potem prejema neko pokojnino po umrlem staršu? Mislim, isto je, pač, tako kot sem prej rekla, drug starš v bistvu upravlja ta sredstva za otroka do polnoletnosti. Ne? Mogoče še povezano z detovanjem nepremičnin, glede na demografijo pa staranje prebivalstva, se mi zdi, da bo kar številni mladi ljudje bodo na neki točki bili v položaju, da bodo pač podedovali neko nepremičnino. Kaj moramo vedeti recimo o tem? Mislim, to, da bo veliko mladih podedovali, jaz mogoče vidim z tega vidika, da je vprašanje, pač kaj bodo s tem podedovanjem premoženjem potem naredili naprej. Ne? Tako da mislim, da bi pač smiselno bilo, da se mlade čim bolj izobrazi, bom rekel, finančno, z tega vidika, da imajo pač oni nek plan za naprej. Ker običajno neki mladi, ki podedujejo nepremičnino, jo prodajo in pač denar zapravijo. Tako da če bodo več do tega prihajali, da se bo vedno več mladih, kar verjetno bo, ne, ker se pač staramo, podedovali neko nepremičnino, neko premoženje, se bodo pomogli potem pač pri sebi verjetno odločiti, kakšen bodo imeli nek finančni plan za naprej, kaj bodo s tem počeli. Ja, imela sem priložnost, oziroma moja sestra je kupila stanovanje od enega taga mladeniča, ki je podedoval res ogromno nepremičnin po Ljubljani in je v bistvu kar na hiter način hotel likvidirati vse te nepremičnine, jih je prodal tudi pod ceno. Tudi v našem bloku v centru smo imeli dosti podoben primer, ko so dediči hoteli samo znebiti se nepremičnine in so tudi v bistvu pod ceno prodali. Ravno zaradi tega, ker ne vem, se mi zdi, da jim je padla sekira v med in so rekli, gremo to hitro prodati, da dobimo denar, pa tudi nima veze, kakšne so trenutno tržne razmere. To je problem, to se strinjam, zato ker jaz to opažam, da veliko dedičev hoče takoj prodati naprej, pa makar po ceno, samo da pač likvidirajo sredstva. Ne? Ja. A greva zdaj skočiti na zelo zanimivo in aktualno temo Menendez brata, ki sta bila v Ameriki obsojena na smrtno kazen. In zdaj je ta zgodba postala zelo vroča, vsi mediji poročajo o tem, zelo mainstream mediji, tlele pri nas so zelo poročali o tem, ker dejansko se ima obeta potencialna izpustitev iz zapora, ker so se pač neke okoliščine spremenile. Ampak tukaj je zanimivo vprašanje, recimo, kako pa je z dedovanjem premoženja v primeru, recimo, da pride do neke nasilne smrti. V Sloveniji tudi smo žal priča številnim tem družinskim tragedijam. Kaj se zgodi potem recimo s tem primerom? Te dva fanta recimo nista dobili od tistih 15 milijonov nič denarja. Ta denar je bil v bistvu med druge dediče razdeljen, ona dva sta bila pa razdedinjena, ali kako se temu reče. Ja, temu se reče dedna nevrednost, pač naš zakon o dedovanju ima pač izraz dedna nevrednost, kar pomeni, da pač ne more biti dedič tisti, ki je, ne vem, vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku, ki ga je prisilil, da je, ne vem, naredil poroko ali pa da je uničil poroko
ali pa celo sam, recimo, ne vem, uničil ali pa skril neko poroko za namenom, da ne bo nekdo dedoval. In tukaj je zelo pomemben pa te dedine vrednosti, da v bistvu se za to osebo, ki stori neko tako dejanje, šteje kot da ga ni, kot da je pokojni, da je v bistvu umrl pred zapustnikom. Kar pomeni, da na podlagi neke vstopne pravice pridejo do dedovanja recimo njegovi dediči. Da je čisto plastično, če bi recimo sin ubil očeta, bi v bistvu dedovali potem vnuki od tega pokojnega. Pa še ena stvar je tukaj pomembna, da v bistvu na to dedno nevrednost sodišče pazi po uradni dolžnosti. Kar pomeni, da pač mora že sodišče samo preveriti, če ni nekdo, ne vem, storil neko tako dejanje, če ni storil neko kaznivo dejanje, ne vem, da je nekoga pač ubil in tako naprej. Tako da so tukaj neki mehanizmi, ki se te stvari preverjajo in gledajo oziroma pazijo, da neka taka oseba, ki je storila neko tako dejanje, ne bi prišla do zapuščine. Kaj pa recimo v primeru samomorov, kaj se pa zgodi potem s tem premoženjem od tega človeka, ki je storil samomor? Tam je pa navadno dedovanje. Pri samomoru ne gre za to, da bi pač bil nekdo dedno nevreden, ampak normalno pač, če nekdo si vzame življenje, je po njemu speljano normalno dedovanje. Lahko je zakonito, lahko je poročno. A ste imeli kakšen zanimiv primer iz takih primerov, recimo teh umorov, samomorov in dedovanj? Imel sem vse, imel sem samomore, umore pa nisem bil. No. Umore prav, da bi nekdo nekomu, mislim prav, da bi recimo nekdo nekoga bil za to, da bi pol dedoval, pa kakorkoli v zvezi s tem povezan, da bi pol dedno nevreden nisem imel. Imel sem primere, da je nekdo uničil neko poroko, pa smo potem tudi pač uveljavljali to dedno nevrednost, ampak le potem spet problem pač čez sodnih postopkov dokazovanja, ne, ali je on to res uničil, ali se je oporoka zgubila, ali jo je, ne vem, že zapustnik nekam založil, pa se ni najdla. Tako da pri teh oporokah je smiselno, da če jih nekdo napiše, da se vpišejo tudi v register oporok, ki zdaj obstaja pač v notarski zbornici in je to zelo smiselno, da se potem tam vpiše, ker potem takoj sodišče po smrti pogleda v register in vidi, da ta oseba ima oporoko in tudi piše, kje se ta oporoka nahaja, ali v odvetniški pisarni, ali pa v notarski pisarni in tako naprej. Ampak to je verjetno plačljiva storitev, je treba nekaj plačati za vpis v register in pa potem hranjenje v registru, si predstavljam. 41 € je strošek vpisa v register, sestava pa hramba je pa ne vem, ima pa notar svojo tarifo, odvetniki svojo, ampak to govorimo o zelo mehkih stroških, to je, ne vem, 200-300 € je strošek na koncu. A vas lahko še nekaj vprašam, vezano na te, kako se reče, parcele na grobovih? A imate mogoče kakšne te primere, kad to ljudje radi rezervirajo, kupijo si parcelo, pač kjer bodo potem večno počivali? A imate kakšne take primere, pa kaj moramo vedeti recimo v teh primerih? Ja, to je klasično najemno razmerje. Pač tisti, ki ima ureja pokopališče, ponovadi so takšne komunale ali pa in se potem naredi pač najemno razmerje in vzame v najem pač nek grob, ki ga potem plačuje za neko uporabnino, najemnino in ga lahko ima, seveda, če hoče. Se pravi, to najemno razmerje je kaj, dosmrtno? Oziroma, ja, najemno razmerje je dosmrtno. Tako, po smrti je pa potem pač nekdo od dedičev bo verjetno mogel prevzeti to razmerje oziroma nekdo bo mogel ta najem naprej plačevati. Če ga ne bo nihče plačeval, seveda se pa potem ta grob da naprej v najem ali pa se ga sprazni ali pa pač neki postopki so potem naprej. Ja, zanimivo, ne? Tukaj pa je najemni trg zelo urejen, medtem ko na trgu stanovanj pa pač imamo totalni divji zahod, a ne? Res je. A sva mogoče kaj spregledala, kar bi bilo mogoče še nujno za poslušalce Moneyhow, da bi vedeli o dedovanju premoženja? Po moje, mislim tako, če povzameva vse v paketu, bi jaz rekel, da je najbolj pomemben, da se že za časa življenja pač uredijo to premoženje oziroma uredijo nek plan dedovanja, prenosa na dediče. Predvsem zato, ker mislim, da bomo imeli v našem pravnem sistemu, pa tudi nasploh druge, več različnih, bom rekel, pogodb ali pa drugih možnosti, s katerim se zadeve zelo elegantno lahko rešijo. Recimo imamo darilo za primer smrti. Še vedno ima nekdo to pri sebi, v primeru smrti nekdo drug deduje.
mislim, dobi to darilo in sploh ne gre v zapuščino potem. No. Potem imamo, ne vem, neke pogodbe, kot so pogodbe do smrtnem preživljanju, preužitku in tako naprej, s katerim se uredi nek režim za časa življenja in nastopi po smrti neke okoliščine, zaradi katerih se pač prenese to premoženje potem na neko drugo osebo. In te pogodbe imajo res, bom rekel, te dedno-pravne učinke, kar pomeni, da to premoženje ne gre v zapuščino in se izognemo tudi sporom, se pravi nekim spodbijanjem, spodbojnim tožbam in tako naprej. Tako da po moje jaz vsakmu svetujem, da ne takrat, ko ima neko premoženje, razmišlja, kako bo to uredil, da bo na koncu čim manj sporov in da bodo to premoženje res dobile osebe, za katere želi, da ga dobijo. Ampak tukaj pa so zelo pomembni tudi davki. Ja, z davki je pa tako, da če imamo nek prvi dedni red, potem davkov nimamo, ne, to so iz staršev na otroke, na vnuke in tako naprej. Če imamo pa, ne vem, drug dedni red ali pa če gremo širše, so pa tudi neki davki predpisani, seveda. In v tistih davkih pač vedno jih vključimo zraven in povemo, če pač bomo delali tak pravni posel, bodo pač davki taki in taki. Tako da širi, ko gremo, večji so davki. Ne. Če gremo, ne vem, med bratom pa sestram govorimo parih procentih, 5, 4, ne vem, 6, širi, ko gremo, večji je ta delež. Ne. Kaj pa recimo v primeru, da želim podariti vrednostne papirje otroku? Ali pa, ne vem, prijateljci recimo? Ja, lahko se pač podari in pač treba pogledati zdaj po tem zakonu na dediščine in darila, v katero razmerje pač nekdo spada in kakšen bo pač davek, tako da se potem seznani. Tako da dostikrat je to debata, zato ker nekdo, ki bo dobil recimo darilo, dostikrat nima premoženja, pa nima denarnih finančnih sredstev, da bi plačal davek. In v tistem primeru seveda je potem treba predebatirati tudi, kako bomo s tem davkom, kdo ga bo plačal, kako ga bomo pokrili, ali se bo del premoženja prodal, oziroma iščemo neke rešitve, da pride do prenosa tega premoženja. Kolikokrat se pa zgodi to, da ljudje nimajo dovolj denarja, da bi plačali davek? A jemljajo tudi kakšno posojilo mogoče za to, da lahko poravnajo to? Mislim, jaz bom tako rekel, da je nekje skoraj 50-50. No? Tako da, zato ker, mislim tako, če vzamemo zdaj povprečje ljudi, moramo vedeti, da, bom rekel, nek povprečen človek nima, bom rekel, zelo nekega striktnega finančnega plana, nima nekih velikih prihrankov in je v bistvu problem v tem, ko enkrat dobi pa recimo neko večjo vrednost, pa za njega lahko recimo davek v višini 10-20 evrov predstavlja pač znesek, ki ga ne zmore, bom rekel, v tistem trenutku. In seveda so različne rešitve, tudi to, da vzamejo posojilo, da vzamejo kredit, tudi dostikrat recimo se to premoženje, ki ga dobi, tudi zastavi za najem kredita. Je pa res pač to od primera do primera, no? Tako da bom rekel, težko rečem, da je več posojila ali več prodaje premoženja, ampak se v tistem potem konkretnem primeru išče neka rešitev, kar je potem sprejemljiva, bom rekel, za enega in drugega. Za tega, ki da darilo, in tistega, ki prejme. Samo še eno vprašanje, pa obljubim, da bom nehala. Recimo, kako lahko spodbudiš svojo žlahto, očeta, mamo, kogarkoli, teto, ki nima otrok ali pa strica, kako lahko spodbudiš takšnega, da razdeli premoženje že za čas življenja? Ja, po moje najbolj, da se z njim malo pogovori. Ampak to so občutljive stvari, to ni tako simpel. Ja, to je res, to je zelo občutljivo in recimo v praksi jaz vidim, da je tako, ko nekdo, recimo ima nekdo neko teto ali pa ima nekoga, ki ima premoženje, nima pa nobenih zapustnikov, nima dedičev. Ponovadi v bistvu pridemo do debate takrat, ko te osebe recimo potrebujejo neko pomoč. Bodi si, da so malo starejše, pa rabijo, bom rekel, neko skrbo, neko skrb, neko dodatno pomoč in takrat se začnejo pogovarjati. Ja, nekdo reče, jaz ni problem, ti bom pomagal, ampak pet ti, ne vem, odvetnikov, 5 notarjev, daj pogovor se z njim, kakšne možnosti imaš, kako lahko svoje premoženje urediš, kako lahko razdeliš. In dostikrat bom rekel, zelo elegantan pol te zadeve rešimo, ker pač pridejo posebej tukaj in rečejo, lejte, jaz imam to premoženje, nimam nobenih zapustnikov, nimam otrok, imam enega vnuka, imam tam enega nečaka, imam enega, ne vem, enega prijatelja, ki bi mu dal, zdaj pa jaz bi to ne mu dal, ampak ne bi takoj dal, bi dal mogoče po smrti, bi najdla neko rešitev, da bi jaz to do smrti še uporabljal in tako naprej.
In ko se pogovoriva o vseh nekih možnih pravnih rešitvah, ko mu pojasnim, da ima tudi en velik nabor zavarovanj, recimo on se lahko izgovori, ne vem, služnost stanovanja, prepoved prodaje, prepoved obremenitve stanovanja, se pravi, tisti, ki bo dobil premoženje, niti ne bo hipoteke mogel gordati, niti prodati ne bo mogel, pa tudi, če bi še za to zgodil, ima on upisano v zemljiški knjigi, ne vem, služnost stanovanja dosmrtno, brezplačno, noben ga ne more izseliti. Tako da imamo en kup enih teh varovalk, ki omogočajo, da nekdo da to premoženje nekomu, a hkrati je še vedno zavarovan do smrti, da on lahko to uporablja in da pač je brezskrben. Tlele je tudi potrebno v bistvu opismeniti ljudi, sploh te starejše, ki se počutijo zelo napadeno, ko ti recimo predlagaš, da naredijo eno tako zadevo. Poleg tega sem pa tudi zvedla, da številni v bistvu imajo neke ustne dogovore s svojimi otroci glede delitve premoženja. Ti boš dobil stanovanje, ti boš dobil to, ampak vsem mogoče je pa fino to formalizirati, dati na papir, ravno zaradi tega, da pol ne pride do nekih nesporazumov, nismo razumeli, kaj to pomeni, ali pa ne vem, jaz sem mislil, da bo to drugače izgledalo potem v praksi, ker potem začnejo ljudje malo tudi, se veš, kako je, malo si po svoje interpretirata, ne. To je res in te ustni dogovori so najslabši, kar lahko naredijo v praksi, zato ker prvič vsak bo na sodišču povedal malo drugače, kaj so se dogovorili, teh dogovorov je nemogoče izkazati na sodišču, se pravi vedno se lahko pogovarjamo, kaj je kdo rekel, kaj je drug rekel, potem, če bo prišlo do kakšnega zaslišanja, priče so najslabši dokaz, ko vsi malo lažejo ali se pa ne spomnijo, tako da vedno predlagam, da naj to oni napišejo na papir, pa imajo zadevo rešeno za zmerjanje. Ojoj, priče kar malo lažejo, a ne, to pa ni dobro. Ampak ja, se dogaja. Ja, se pa ne spomnijo, tako pač je, ne. To pogosto slišim, da se ne spomnijo, prvič slišim. Je super, odlična debata, najlepša hvala, Gregor Verbajs, da si bil danes z nami. Ja, hvala za vabilo, ne razumel čas, da sem lahko kaj pametnega povedal, upam, no pa da kaj koristnega, da bodo imeli kaj od tega, no, da ne bo zdaj sem neko čist pravno besedišče, ampak da dejansko dobijo nek konkreten napotek, kako se obrniti, pa kaj narediti. Super je bilo, najlepša hvala.